Letos je novost, tam ne vidimo en zelo lep rastlinjak, tako da smo malce podaljšali sezono. In pa seveda je novost tudi v tem, da bomo v sodelovanju z semenjalnico, ki smo jo v bistvu pripravili v Čebelarsko-izobraževalnem centru, tudi začeli z prodajo in pa menjavo semen, biosemen. Letos smo pridelali z ekološkimi kmeti veliko stročnic in sem prepričan, da bo to lepo vsako leto se nadgrajevalo in resnično gledam tudi zanimanje otrok in staršev in sem navdušen. Občina Radovljica nam je v letošnjem letu podarila tale večji rastlinjak, novejši rastlinjak, predvsem zato, da si podaljšamo vrtnarsko sezono, ker so pač podnebje precej ostro v tem našem gorenjskem delu in pa tudi zato, da spomladi lahko pridelujemo sadike, ki jih potem presadimo na vrt. Sedaj trenutno v rastlinjaku še pridelujemo tudi nekaj semenskega fižola in pa predvsem svetlobni koren. V naslednjem letu pa bi radi, da bi bilo tukaj kar nekaj živali in za poskušino imate tukaj eno ovco letos, ne? Ja, res je. Mi si zelo želimo na tem vrtu imeti živali, ker živali prinesejo še eno novo dimenzijo in nekako res potem ustvarjajo en tak celosten organizem. Sicer moram povedati, da živali imamo sicer tukaj že ogromno, voluharjev, miši in ptičev, ampak in tudi mikroorganizmov vedno več, ki nam pač pomagajo pri zagotavljanju rodovitnosti tal, ampak saj veste, želimo si pa tudi take živali, ki jih bodo otroci lahko pobožali in jih pocrkljali. Na osnovni šoli Antona Tomaža Linharta se trudijo otroke ozaveščati o zdravi prehrani. V ta namen pri predmetu gospodinjstvo poskušajo uvesti čim več praktičnega dela, kjer pripravljajo različne jedi iz zelenjave, nabrane na biodinamičnem vrtu. Težimo k temu, da pretežno praktično delajo, ustvarjajo, tako z področja gospodinjstva oziroma z prehrane, z tekstila, z okolja, skratka v vseh področjih pa težimo k temu, da je čim več praktičnega dela. Kaj pridelujete na tem vrtu in kakšne povrtnine in kaj potem iz tega izkuhate? Tukaj na vrtu naši učenci pač imajo to srečo, da lahko na začetku šolskega leta pridno delajo in pa tudi na koncu. Vmes so že v počitnice in takrat pač vrt čaka, torej raste. Zdaj vse, kar pridelamo ponavadi, to september, oktober, recimo takrat, ko so pridelki, mi torej pripravimo iz tega zelenjavno juho, potem iz kodrolistnega ohruta delamo čips, ki ga imajo učenci zelo radi oziroma imajo tako asociacijo na čips in jim je to pač nekaterim zelo všeč. Potem solate različne, torej naredimo kar eno tako zelenjavno kosilo, vse tistega, kar pač takrat je na razpolago, ali je to rdeča pesa, ohrovt, zelje, tako da tudi učenci sami kaj predlagajo oziroma najrajši imajo solate, zelenjavne juhe malo manj, no ta čips mi je pa sploh všeč. Iz kodrolistnega ohruta. Iz česa ste pripravili ta čudovit čaj, ki je res domačega okusa? So to domača zelišča? To so zelišča, ki so na šolskem vrtu zrasla, meta, melisa, ognjič, ajda je tudi, vse kar pač žajbelj recimo iz tistega delčka vrta, tako da zmešamo te stvari. Gospod Aleš, ki vodi šolski vrt, posuši, imamo tudi skrinjo za sušenje oziroma za sušenje in na ta način se pripravi čaj.